Jaz nisem gradbenik, jaz sem samo lesar, pa sem se polotil ene hiše, bil sem skupaj z domnom nekaj časa, pa sem je pa ponudila ena hiša, ker sta bili dve starejši ženski v enem zelo slabem objektu in je bilo mraz noter, napeljava je bila vsa v bistvu slaba, objekt je bil ogromen, slem je bilo dolgo 25 metrov, pa hiša je bila v bistvu grajena v U, tako da je bilo res veliko, samo streha bi stala zelo veliko denarja. Tudi hiša je bila večkrat dograjena, zato smo se odločili za novo. Bilo je predvsem želja, da je bilo to čim cenejše, pa da je bilo čim prej gotovo. Tako da smo se imeli smo investitorko, ki je v glavnem plačevala, kar je zmanjkalo, smo dali drugi, pa smo imeli domačo arhitektko, ki je stvari naredila, pa smo imeli še enega, ki je narisal konstrukcijo, pa vse, kar smo rabili, se pravi lokacijsko informacijo, slamnate bale, glino, pa lepljence. No. Zdaj, glede na prostorsko razporeditev je pa ta konstruktor naredil takle načrt, gre v bistvu za nek kozovc, se pravi, gre za leseno konstrukcijo. To je v bistvu ostalo do konca. Upoštevali se je, da so slamnate bale dolge 90 cm, tako da so razmaki, če se le da, dolgi 90 cm. Pa ideja je bila ta, da bi se z notranje strani vse skupaj opažili z deskam 25 mm, kar bi zagotovil tudi zahtevano togost in pa da bi se te predelne, ta okna, se pravi odprtine, delale naknadno, se pravi vse se je v bistvu nabil poševno, pa so se pa okna žagvala ven, so se naredili okviri, pa še tle vidite dve ločitve, kje je tole, skoraj, opala, sem pa naredil štalo. Doma, ki je tale, nička, desna, leva, na sredini, največji. Naredil se je tale delitev. Malo sem se bal, da bi, ker je bila zadeva blizu Mure, no, sicer je kilometer pa pol preč, ampak da je bilo hudo deževje, da bi se vse skupaj voda dvignila, tako ko so rekli, da se enkrat žeje, in smo naredili takole predelno steno iz, v bistvu prekat iz ploha, in bi bilo možno pa v bistvu slamnate bale spodaj zamenjati. V to se je v bistvu vse dajali slamnate bale. Zdaj, konstrukcija je bila pa zamišljena tako, da bi slamnate bale šle po tej steni gor, se pravi tlele po napušču sem, tlele dol in tlele dol. In to bi bil nek plašč s tem, da bi se tale prednji in zadnje čelo naknadno dogradila. Se pravi, v bistvu vse je zaprto noter v tej zadevi. Zdaj, delali smo zelo prostovoljno, vikende, jaz, investitorka in pa otroci, pa nekaj še prijatelji, tako da tam boste res poznali, kdo so pravi prijatelji. Je bilo tudi oglaševan takrat, ampak ni bilo prav veliko odziva. Bilo je nekaj, jih je prišlo, ampak bolj so se učili, malo pogledali kakšno uro, 2, 3, pa so pa šli, tako da smo imeli več opravka s tem. Začeli smo delati leta 2012 in končali v bistvu za novo leto 2014. Zdaj, bale smo dobili pri sosedih, dve takeli prikolici, mislim, da je bilo tlele po 100, ne, so bile 3 take prikolice po 120 bal, pa še ena majhna prikolica, 40 bal, 400 bal smo naročili. Temelji so bili betonski, malo sem se bal zaradi vode, in sem rekel, nič ne bo to, čeprav v bistvu je to res 9 kubikov betona, je ena grda zadeva. Ta lesena konstrukcija je bila narejena iz lepljencev, vse je bilo narejeno na CNC strojih, tako da smo mi tole zadevo zjutraj od 8 do 5 popoldan postavili in pokrili z neko začasno streho. Vse je šlo lepo skupaj, uporabljali smo dosti dobre vijake, ne bi bilo v redu, pa strehe nismo pokrili v bistvu do zime skoraj. Dokler nismo mi naredili tega plašča okrog in krog, nismo pokrivali, zato da smo lahko dostopali zraven. To je ta del, ki smo zavetrovali, naredili v bistvu notranjo stran. Tole pa en detalj tal, se pravi, na temelj smo dali dvojno izolacijo, pa imam še eno sliko, da se bo malo videli materijale. Najprej betonsko izolacijo, se pravi ta
od keme neko hidroizolacijo, pa smo dali še izotekt, pa na to smo dali pa z leve in z desne strani 7 cm debele, pa tale je malo širši, v njem malo loži hrastove elemente, to so ostanki neke stare preše, ki so imeli tam v sosednji zgradbi, ki je propadala, pa smo to nažagali ven, tako da je to šlo. Vmes je pa glinopor, ta 8-16, mislim, da je granulacija, ki smo ga dali noter. Pol na to so prišle slamnate bale, dali smo tlele še neke kuličke, zato da so slamnate bale od spodaj malo držali. Tudi vmes, ko so prišle slamnate bale, eno na drugo smo zabijali na taki, mislim, 10-12 mm palce. Pa na koncu sem jaz še vse skupaj prešil, v bistvu sem z eno tako dolgo iglo celo steno prešil na te stene, tako da je v bistvu šivana hiša bilo, ko rekel. Včasih takole, ko delaš, pa ne veš, kaj bi bilo lahko narobe, kaj je bilo lahko narobe, in pa je bila to ena od možnosti. Zdaj, te stene smo fino nabijali skupaj, bale, zato da so bile čim bolj natesno noter, ker bale se malo posedajo, tako vidite, tlele smo dali že noter okvir za okno, in med okvirjem pa med nosilcem ne bi bilo 90 cm in smo to pa nabili noter. Seveda, bale niso čist enak dolge, tako da je malo problem. Ker je treba to zidati, moraš bale včasih prevezati, da se pa tako, da smo jih malo stisnili, pa smo pa z eno dolgo iglo šli tlele skozi, pa dvakrat prešili, naredili v bistvu dva uvoja, ta zgornjega pa ta spodnjega, in pa šele tiste osnovne trakce prerezali, ker če prerežeš ta prvič trakce, to dobiš samo en velik kup slame iz ene bale. Da se tudi z motorko dela, čeprav motorka je malo nerodna, vse se zabaše noter, mogoče bi bilo boljše imeti kakšno aligatorko, ki nekako tako reže, samo mora pa res rezati. Pa paziti moraš, da nobenega štrikca ne prerežeš, prevezati drugače. Tlele se vidi, ko smo mi spodnji dve bali malo stisnili, vidite, leva stran je stisnjena, desna še stoji, se pravi, skoraj za 5 cm smo uspeli stisniti. Se pravi, mi smo bale dajali po konc, se pravi, bala je 35x50 cm, ampak mi smo jih dajali po konc, tako da imate 35 cm debeline, stene pa 50 cm višine. Se pravi, to je v bistvu bilo tlele 1 meter višine, ampak smo pa stisnili na nekje 95 cm. Je pa malo problem stiskati, s čim boš stiskal. Te plohe smo v bistvu učvrstili tlele vse te deske, pa skotnike, vidite, v te nosilce. Upirali smo pa na zgornji del konstrukcije. V bistvu, če ne je bilo tako dobro se šrafali skupaj, bi mi lahko streho dvignili, ker streha je bila pa še lahka v tistem trenutku, ko smo tole delali. Tako je prišla v bistvu ena ta stranska stena že skoraj do vrha narejena. Potem smo začeli že z vrha malo delati, že z vrha dajati noterno, tega transporta je bilo v bistvu veliko, teh bal smo mogli veliko premetati, in pa je bilo v planu tako, da se tlele kar nadaljuje slamo gor, se pravi, takole gor je slama šla naprej, da smo lahko slamo noter dajali, smo rabili dosti prostora. Teli škarniki, špirovci so drugače precej široki, 20 cm, kar je kar veliko, ampak smo mogli še na spodnjo stran dati 8 cm, pa pol naknadno smo še na zgornjo stran dali 10 cm, da smo dobili v bistvu 38 cm prostora, se pravi 35 cm ne bi bila bala, pa še malo rezerve, ki smo pa zapolnili z umetom. Sredaj spore smo mogli pa to zaopažiti, dali smo pa še eno membrano, tle smo dali parno zaporo, zato da ne bi preveč te vlage iz prostora šlo gor v strop. Tlele se vidi, ko smo dali ne samo membrana, se še vidi malo tlele, ko je bilo okno, ampak ne tle se še membrana vidno, pa vidi se tlele že ladijski pod, to je bilo v bistvu kar precej debel, 25 mm debel ladijski pod, ko smo ga prvijačili gor, tako da je bila to v bistvu ena nosilni del za te slamnate bale, ki so prišle pol na vrh. Tle se vidi zunanje strani, tle je prišlo malo do enega take luknje, to smo pa naknadno zapolnjevali z enimi takimi majhnimi balami, pa vse skupaj tudi malo pršivali noter, tako da je lepo star. Je pa slama tako, kar problematično, da bi rekel, da pa malo slame noter na basov ne gre. To moraš v bistvu vse skup zvezati, pa vse skup nekam pritrditi.
Kar je bilo takih minimalnih dodatkov, da nam je v kakšnih kotih zmanjkvalo, sem kupil lesno volno, pa tisto lesno volno lahko zabašiš, pa nič ne leze. Slama pa to, kar leze, pa ne neha. Vse smo pa v bistvu prekrili se eno debelo plastjo ilovnatega ometa, tako da je v bistvu tudi zaradi požarne varnosti, no, da ne bi takoj prišlo do ogenj do slame, a ne, da je le bil problem. No, to smo še čelno stran, ko smo naredili vse skupaj, smo še čelne strani delali in pa naenkrat, ko smo že v bistvu tole vse zaprli, z ilovco zgore in tele poševnine in že tlele malo dol, pa smo začeli opaže delati in pa je prišel tisti lep trenutek, ko smo dali sekundarno kritino in ko sem rekel, no, zdaj smo pa varni, a ne. Ker slama drugače ni problem, če se malo odstrani zmoč, če bi nam jo pa od vrha namočila, ne, da nam odtrga celo plahto, to je tam bliz Gornje Radgone, iz Avstrije doskrat pride kakšen tak neurje, a ne. Mi smo imeli 120 kvadratov veliko plahto gor, sicer vsak meter prvezano sam, to če bi res, enkrat vem, ko je grdo kazali, pa smo do zadnjega trenutka delali, pa sem pa držal čisto zadnji mogal, sem rekel še tega tam, da se taknem, pa je prišel veter, pa se je napihnil, da se, če mi jaz še kar držal, bom letel 20 metrov tle. Sem spustil, ampak po na srečo je prišel dol, pa smo jo pol privezali, pa ni bilo nič. No, ko smo dali pa to gor, je pa konc, zdaj pa dež ne more nič več. Pol malo, ko smo to naredili, smo seveda tudi pokrili vse skupaj. 10 metrov od hiše smo skopali tako luknjo, tako kot je rekel prej Robert, se mi zdi, malo je humusa, pol spodaj je pa vsaj v koncu ilovca in se lahko da. Mi smo imeli to težavo, ker nismo imeli benga dobrega mešalca in smo vse nekako delali tako, da bi bila ta ilovca skozi živa in pripravljena na uporabo. Sprav non-stop je bilo treba noter hoditi, tisti smo mi prej luknjo naredili, pa smo pa nazaj noter ilovco metali, zalivali z vodo in hodili po tem. Takole, ki je poletje, je bilo nasploh fino, in parkrat smo se prav fajn špricali, ne. Pozim pa vem, da sem bil tudi v bundi, pa v gatah, pa da me je zebalo v noge, pa v roke. Zdaj škorni pa tega ne moreš početi, škorni ti ostanejo noter, ne. Tako da je malo to bil problem. Zdaj, če bi imeli res dober mešalc, to bi bila ena dober napredek, no, ne, da to razmešaš, da ti ni treba skozi hoditi. Tako je bilo, no, če si prišel tja, pa da ni bilo nič, da ni en teden nič noben hodil po temu, pa si mogel res kakšno uro skoraj noter hoditi, pa kopati, pa mešati pol zelo veliko. Takle je prišlo ven, pač z rokami si v lamperje nametal in pa smo to mešali. Na začetku smo še nekaj sijali, pa to, ampak smo videli, da čist brez veze, ni bilo nobenih takih velikih kamnov noter, pa tudi, ko si mu met, pa če bi kakšen kamen, si ga pač preč vrgel, ni treba sijati. To smo včasih 2 rabili, da sta sijala skozi eno mrežco. Pa nismo sam, pač kupaš v Lidlu in ta velike mešalce smo imeli ta mali še, kad crkne, neseš v Lidl nazaj, rečeš, crkno je, ti dajo druzga. Rečeš, ni zdržal. Niso vedeli, da si tam 12 kubikov ilovce zmešal z njim. No, to so pa... To je pa zdaj prvi nanos. Levo vidite neobdelano, desno vidite pa obdelano. Preden obdelujete tele bale, smo jih z mašinco za striženje živih mej porezali, tako da te slamce ne štrlijo preveč, pa smo pa naredili čisto eno tako redko mešanco ilovce, pa smo jo utrli malo tako noter s prsti v to slamo. Še prej smo slamo lih malo zmočili z enim pršilcem. In to je bil v bistvu prvi nanos, ta nanos je bil pa pripravljen, da damo še kaj gor. Kaj dati gor, smo se odločili po nekaj testih, naredili smo različne mešance. Mi smo mešali tako, da smo imeli 1-1-1, za vse omete, pa tudi za predeljne stene, v glavnem, no, čas smo dali malo več peska, se pravi, 1 lamper tekoče ilovce zmešane, 1 lamper slamnatih koščkov, pa 1 lamper peska. Ilovca je bila zelo mastna, tako da smo kar rabili en tak razmerje. Smo pa pol to zmešali, to zložili hkraj, pa počakali kakšen dan, vsaj je pol dneva, no, pa še enkrat malo primešali, pa mogoče še dodali malo ilovce. Tole je ena umestna slika, ki smo delali ene take light straw, se reče, se pravi slamo z ilovco zmešano, pa smo dali to sušiti, ker nam je pol to čez ene dobre pol leta prav pošlo. Takrat sem
takrat sem jih naštimal, naredil sem jim eno šablono, pa so to pa naredili, pa smo to na suh nekam dali, no nisem vedel, a bomo sploh kaj porabili, no na koncu je pa prav prišlo za podna. Tole je pa postopek mešanja, mi smo imeli kar vse takole zmešan, se pravi smo nasuli na eno plahto pesek, na to plahto smo pol dali iloco, polili, iloca je taka zelo, zelo fajn zadeva, tako, taka je, kaj tak Putin je tekel česa, ne. Pa potem vhoditi, pa da nisi bil lih čist umazan, ne, smo pa kar tako si molamper, pa si malo potresel predstav, pa si po tej slami. Mi smo tole slamo v bistvu sekali, ne, tako da smo imeli take koščke, nekje 5 cm za grobe omete, pa za predeljne stene, pa za fin omet smo pa še vse skupaj sjali. Se pravi, ta pesek za omete smo mi še presjali na, mislim, je bila mrežca 3 a 4, pa tudi slamo smo skozi to mrežco sjali, tako da so bili res majhni koščki, no. Takole smo sekali, to je bil kupil sem rabljenega nekje en viking v Celju, nemška zadeva od Štila. To je bilo fajn, ene 5-krat si dal skozi in skozi. Pa zmeraj je bilo treba paziti, da to ustje dol je bilo zmeraj zabasano, ker drugače se je kadil kosto mater. Zmeraj je bolj biti zabasan, ker je pa mašina začela delati tako, si pa malo preč pobral, pa je spet šlo naprej. Ene 5-krat skozi, pa so li pa koški tako fajn, majhni in je bilo v redu. V redu delati, v redu se je mešali, pa ni bilo preveč motečno, ker se mi zdi, da sploh, eni dajo kravi gnoj noter, ker krave ta vlakna lepo razslojijo, tako da to mora biti tudi fajn. Še mama, tle, ki smo delali hišo, je rekla, ja, mi smo pa tudi za pot, tam, ko smo s cepci tolkali, so zmeraj dali v iloco kravi gnoj, to je bilo res bolj tisto močno trdo, da so lahko tolkali gor. In res je zadeva precej taka trdna, no. To tle, ko mešaš, pohodiš, pa potegneš, pa še enkrat pohodiš, pa še enkrat potegneš, pa še enkrat pohodiš, pa se je dali tako in popoldan, recimo en kubik pa pol smo zmešali enkrat, vem, ko smo tako magli dali. Se pravi, kubik pa pol materijala smo naredili, saj smo pa kar mogli biti eni 4, no, en je ilovco pripravljal, da se mešala, en je pa pesek, pa slamo nosil skupaj. Nanaša se super ročno, zagrabiš v ajmer pa cek, pa zagrabiš cek in 1, 2, 3 ajmer prazen. Tle je prišel sosed, je bil zidar tako na pol, je rekel ne, pa je vzel plazno, pa je vzel kelo, pa je to prvo na plazno, dal, je rekel pa veš takole, pa takole, jaz ga gledam nekaj cajta, pa eno plazno, je nekako gor stišal, nekako, sem rekel, v redu, pa jaz ti slamper spraznem, on je mu ta drugo plazno, mi gleda, pa prav, je rekel, Marit, je res tvoje boljša, Dobar, fajn je tudi, če se meče, sam če se meče, je več dela, večji napor, ker res to, da zagrabiš, pa gor, to imaš lamper prazen v preko minuti, tako da je bilo fajn delati, pa malo pogladaš. Zdaj grobo met nismo kaj dosti gladili, je pa tako prišlo, na zunanjih stenah je prišlo včasih tudi do 5 cm, ker bale niso čistravane, je prišlo malo tako da smo tam od 2 do 5 cm nekje nanašali, da 5 cm res bolj v teh udrtinah in je pa takole malo razpoka. Albena razpoka ni bila tako kritična, ali bi rekel konstrukcijska, ampak ta, ki se je ta material usušil, je nekako takole rata. Te so bile največje, zato sem jih. Mogoče še detalj predeljnih sten. Predeljne stene smo delali tako na tako konstrukcijo 6 cm letuk, so bile nek 40 cm ena od druge. Jaz sem to v bistvu spodaj zažagal, tako da so bile relativno močno zgore, pa spodaj vpete. Itak je takrat že konstrukcija bila tako narejena, da sta tle prišla po 2 strupnika, ki sta to držala. Stena pa niti ni bila težka. Bila je pa narejena tako, kot so že prej risali. Če so bili to elementi, te 60 na 50, sem pa res na te elemente dal tle še 2 centimetrske letvice in pa vse to zaupažil z nekim deskam in smo mi to pa vse napolnili noter z v bistvu podobnim materialom, kot je bil za omete, slama, ilovca pa pesek. Pa smo pa tele, opaž smo seveda preč pobrali, tele letvice smo preč dali, pa smo še tle noter dali zadevo, tako da se je v bistvu teh lesenih nosilcev ni nič videl. Pa smo pa na vse skupaj dali 2 cm grobega ometa, ki smo letvice preč pobrali, pa še približno 1 cm finga ometa, tako da so prišle stene, prav to je bilo 10, 12, 14, 15, 16 cm približno debele stene so prišle kot umestne stene vmes. Je pa tako, nek smo imeli 3,5 m
ni ta 3,5 metra dolgo steno, pa kaj je bilo sam tole narejen. Sem se jaz tako malo nagnil, tisto stena, ker šla malo tako, vsaj občutek je bil tak, da stena je živa, miga, a ne sem rekel, to lepo pa grozno. Sem sicer res dejal, tele vmes noter je take lesene deščice, pa sem jih takole vijačil noter vsakih 30 cm, eno tako deščico, sem rekel, da je kdo slučajno tega skozi porino, ampak pol, ko smo dali pa grob umet, je pa zdaj postala zelo fiksna, zelo toga, zelo trda. Sem pa če nekaj sporivati, sem nekaj pač ima. Se ni bilo več nobenega odziva, se pravi, pa 6 cm finga umeta izjemno utrdi ta umetno celotno konstrukcijo. Takole vidite, ja, ni treba prav ekstra basati, sam vsem, ki smo noter stresali, smo malo s kladvom to potovkali noter, da ni bilo kakšnih lukenj. Tele pa vidite, tle je ena letvica, ta, ki sem govoril, vmes nabita, pa smo dali pol na vrh letvico, pol naslednji dan smo pa te 4 letvice odšraufali, jih dali višji za eno rundo. Tele sem kar označil, a vidite, kje mora priti nova letvica, da bo en tak distančnik vmes. Mogoče niti ne bilo treba, ker so te umeti dodani, ampak za vsak slučaj smo šli na to. Še pod bi vam pokazal, ilov nad pod. Tlele noter smo ta prvi imeli grušč, ta grušč smo, mislim, da je bil 16-32, smo malo stovkali, eno žabo sem iskal, ampak pa smo en dopolne s tole, kdor je mu kaj cajta, smo tovkali, tako da smo ga v bistvu lepo ulegli po tleh, bilo ga je pa tam ene 30 cm. Čez to smo dali en filc gradben in glinopor. Bilo ga je tam okrog 8 cm, 8 do 10 cm, tako nekako smo zaračunali. Na ta glinopor smo pa tiste suhe kocke dali, to je bilo že v bistvu drugo leto, te lesene kocke, kvadre. Ko smo jih še pol malo ojačali, eni so bili malo tanjši, eni malo višji, iskal sem že tle kar dobro višino, da smo to v bistvu zravnali. Fino je, da ni sam moker material, ker tle recimo 10-12 cm mokrega materiala bi se grozno dolgo sušil. Pozim, ko smo delali te predelne stene, smo imeli kar malo težave, ker je res zelo počasi sušilno. Tole se je pa v enem tednu dobrmu, se je teh par centimetrov, ko sem jaz to zapolnil, se je posušali in smo šli lahko naprej. Zdaj, naprej smo šli pa tako, da smo dali najprej noter ogrevanje, talno ogrevanje, ker tlele v hiši bilo predviden samo, da bi imela en zidan šporget in ta bi bil za celo hišo dost. To sem rekel, mora biti nekaj del akumulirali in smo iz tistih cistern iz tega šporgeta pol potegnili vodo za tole. Tlele je bilo na 250 metrov po temu ta glavnemu prostoru. Nič vam nisem pokazal v bistvu razporeditev prostora, ampak gledajte, tlele je tako, no, boste pol mogoče na koncu videli. Tole je pa še ena taka niša, se pravi, če zdaj tako narešim, tlele je prišla ena taka niša pod stopnicam, pa je pa tlele dol velik prostor dol, ki je bila pa kuhna tam spodaj, pa je bila pa jedilnica, tle je bil sedežen kot, pa je bila tle še taka niša, tako da bi gospodar lahko tudi v tem delu spal. Boste pa mogoče malo boljši videli. Na tole je prišlo 6 cm, v bistvu vse skupaj je bilo 6 cm debel tale sloj. Veliko je bilo tega klečana, pa ravnanja, kar zamuden. Pa še napol na to je prišlo 2 cm, en sloj, tako kot omet, pa še 1 cm, kot en fin omet. Tako da to je ta zadnji sloj 1 cm, tle sem pol že vse ravnal s pragovi, tle pride prak, na tole je prišlo, zdaj tle je bilo še centimeter nižji, da je pol tole prišlo enak. In pa pol na konci smo tole še 4-krat premazali z lanenim oljem. To zato, da ga voda mu ne naredi nič hudega. Vmes je, da smo še malo popustili med vsakim nanosom, ampak na koncu je postal kar podoben je kot betonsk pod na pogled, drugače pa izjemno prijeten za hoditi, tako polet kot pozim. Pozim je šla voda ven tam okrog 21 stopinj, ko smo ogrevali pod, in je bilo res zelo, zelo, zelo prijeten biti bos. Tlele imate eno sliko, kako je v bistvu to narejen, tlele, ta prod je bil pol glinopor, pol ta light straw, pol ta glina s temi cevmi za talno ogrevanje, pa pol še en 2-centimetrski met, pa še en centimetrski fino met, pa tle nisem nič napisal še laneno olje. Tle je pa še ostali del, se pravi te bale, tle so bile deske, ki so šle po stran,
Pol na tle od spodaj ste tisti videli dve hrastovi prizmi z glinoporom vmes, zato da je bilo malo izolacije toplotne, pa slamnate bale 35x50 takole po konc. Zdaj, jaz sem dajal, se pravi, cementno hidroizolacijo, pa še izotekt, s tem, da sem izotekt potegnil tlele gor, mislim, da je bilo tisti je metrsk, tako da je tlele bilo dobro 50 cm, pa tlele slabih 40 cm gor, tlele sem pa še 50 cm mrežco dal, mislim, da je bil z očesom ali bilo 7 mm ali nekaj takega, zaradi glodavcev. Glodavce sem imel noter. Jaz sem skozi, odkar je bila hiša vsaj delno pokrita, sem skozi spal noter, sem že imel neko spalno rečo, še šotorček mečkan in sem pa slišal, kako miši skačejo okoli. Mi smo začeli delati, se pravi, avgusta smo konstrukcijo postavili, smo malo začeli tiste slamnate bale noter dajati, nekje konc oktobra, novembra smo pa mi zunanji umet, grobi umet naredili. In seveda v tem času so miši prišle noter v stene. Stena je imela relativno veliko zrna, nekaj ne bi bilo, ampak kure so se dobro najedle, kadar so okoli hodile, miši so pa tudi prišle. Tako da sem pol, ko smo pa zaprli vse skupaj, jih je bilo pa skozi manj, tako da vem, da enkrat, ko sem prespal, pa ko ni čisto nobena skakala več okoli po stenah, sem rekel, no, zdaj smo pa na svoji zemlji. Prej sem se pa malo bal, da bo kakšen problem. Tako da s tem zna biti malo problemov. Zdaj pa še zunanja stran, se pravi, sem dal stirodur, tako kot so prej rekli, kar tlele sem, lahko bi ga dal star tudi tako, no, saj tle pride grušča, ne pa pride drenaža, tako da tlele kar precej je prehoda skozi za mraz, tlele je ta prvi izotekče pa mrežca, pa je tisti špric na slamo, ki sem ga kazal, pa je ta grob umet 2 do 5 cm, pa je fin umet približno 1 cm, pa je pa ilovnat premaz. Ker so bile še skozi take mehne razpokce, smo mi eno fino ilovco naredili, pa kar ščopičem pa je namazali gor, isto smo delali znotraj, pa smo pa še ilovnato barvo dali 2-krat. Ker je una barva bila taka malo bolj siva, smo pa mi dali noter, jaz sem dajal noter belo ilovco, kupaš jo tam pri lončarjih, lahko kupite tudi ilovnato barvo, no. Sam ilovnato barva je relativno draga, zdaj, če imajo, ni problem, če jo pa rabiš res za toliko 100 kvadratov, ki smo imeli, pa sem pa jaz kupil belo ilovco, mešal z navadno ilovco, pa dodajal še kuhano moko. To so recepti, no. Kuhana moka v bistvu naredi zadevo malo bolj lepljivo, malo bolj kompaktno in se lepš nanaša. Jaz sem pa še doma tlele naredil lansko leto en tak primer, taka puding je, nič ne šprica, prav lepo se maže, gor. Še daš kakšen pigment noter, imam tako lepo opečnato barvo. To je pa pol na konc, bilo zelo na konc. Tlele vidite te stene, to so ilovnate stene, bele, tle smo dali tisto modro gips ploščo, ki pridejo ploščice nalepljene. Tole steno smo pustili kar tako, kot je bila, ker to smo mi pozdali 30 cm steno z 30 cm steno z zidaki, zato da imamo eno maso. Tle vidite iz kuhne sliko na drugo stran, vidite tudi tle pod, tlele okrog šporgeta smo dali malo ploščic, ostalo je tole pa ilovca, jedilen kot, pa tle sedežen kot, tle pa tista niša takole notrno, mislim, da še, A vidite, ta niša tle je tako bila narejena, da so stopnice grejo tle v veži gor, takole pa pol sem nazaj, 2-krat so zavite in tlele je prostora vmes 190 cm, se pravi, da se daje na posla, taka malo krajša, tako počes. No, tale investitorka je pa dala tle noter hladilnik pa televizijo. Televizija je predvidena, da bi bila tle, da bi se v bistvu gledala lahko z te strani. Hiša na južni strani izgleda tako, ima izhod relativno naravnost. Dost smo zaprli tole, no tle so mrežce zadaj, tako da ni nič prihodnega. Streha vidite, da je relativno debela, zaradi tega, ker so slamnate bale, v bistvu grejo tle, pa takole dol. Zelo dobro je drugače izoliran. To je bilo pol, ko je bilo kujno. Prednje je bila okolica urejena, je bila hiša taka. Hiša je velika 8x7 metrov, ima uporabne površine 36 kvadratov na vsakmu nadstropju. Tako da je skoraj malo prevelika za
2, razen če nimate kaj še obiskov ekstra. Tole bo vse. Imate kakšno vprašanje? Sem jaz prav razumel, na fasada je iz Zilovice? Ja, fasada je iz Zilovice. Zdaj sem tudi malo računal, če bi naredil iz apnajo. Noter neke predelne stene smo namazali z apnom, ker so se zelo slab sušile, sem rekel to, da ne bi slučajno kakšna plesen šla. Ampak je tole v redu, tlele z te strani je v bistvu severna stran in je tole dost pral, ampak po 2 letih ni bilo nobene take opazne škode na tej fasadi. A pa ste isto potem prebalo s to mešanico moke? Ja, malenkost moke se da noter. Mislim, da je na 5 kil ilovce sem dal doma 10 dek moke skuhane v pol litra vode. En tak recept je bil. Kakšna je pa v bistvu to, ko ste potili, to lanino olje ste mazali z njim ali ste polili? Mi smo mazali, no. Mislim, lahko ga malo naliješ, pa ga pa razmažiš. Zelo dobro upija to. Lanino olje se drugače kar počas suši na lesu, a ne. Tlele se je šlo kar hitro noter. In kakšna je poraba? Jaz imam drugače stroškovnik kar narejen, tako da imam vse stroške, ki so nastali, vsi stroški, ki so bili 30 000. Zdaj, najme električarji so porabili 2500, pa za priklop je šlo 800, za elektropodjetje, pa streha je bila, mislim, da z vsemi žlebovi, obrobami, pa vse skupaj okoli 4000. Les je bil, konstrukcija tudi okoli 4000, ostali plohi, pa to je bilo okoli 3500. Mislim, da sem zadnjič gledal, da sem dal 5 litrov, pa 7 litrov, tam nek 12-14 litrov olja sem porabil. Zakaj to podentura? Osnovni prostor je 36. Ne, ja, seveda za več, sam za tisti beton sem manj, ker sem šel zgore, imam pa jaz lesene podne, ker ladijski pod pa sem jih tudi mazal z oljem. Vse, kar sem porabil olja, je bilo 14 litrov. Ne, ni tak. Pa tudi cela njeno olje. Sem kupoval različne. Jaz sem pa šel kar v Helios, ima še nekaj najbolj drugače, pa čisto v redu, če vzamete to lanjeno olje, ki ga imate tle za jest, pride 1,5 litra, koliko je pa bil zadnjič, okrog 4 evra, 3 evre pa še nekaj. Se pravi, okoli 7 evrov daš na liter. Ste pa še kaj voskal, ali je to to? Ne, podna sploh ne, zgoraj pa tudi ne. Glede se nasploh, če boste šli na Helios po bio oil wax ali pa oil wax impregnol, no tam je najbolj všeč, že tako vsebuje voske noter. Tako da v bistvu je en del. Je pa tako, če boste olje les, jaz sem bolj navajen les olj, no pod mi je bilo to prvič. Prvič je grozen, tako čuden pa grdo, vse nekaj tak malo kosmat pa to. Drug, tretji sloj recimo je pa tak, da pa že pa se malo posvet, je lep in se tudi lepo zagleda. Koliko slojev pa v bistvu tega? Čim več. No, mislim, pod sem je 4 sloji. Pa verjetno ne bi nič bilo narobe, če bi recimo vsake 2 leti toliko malo poprusil pa na novo namazal. Doma, kar imam, je pa tako, vhodna vrata pa očetu vsake 2 leti namažem na novo z oljem. So pa res zelo na soncu pa na dežju. Malo brusem pa vsake 2 leti na novo namažem. Ampak je fajn, ker namažeš v bistvu ka novo. Da so stare 10 let, so ka nove. Jaz sem pa neko debeloslojno lazuro, 5 let je še kar zgledal z njima tak, da nizam kamer več. Ne morem pa pobrusati tistega akrila dol, da bi bilo lepo. To z oljem je pa fajn. To je v bistvu kaj na štedilnik greje in poganja? Ja, zdaj pa njam več. Noter je en zidan štedilnik, precej velik, 1,20 m širok, dolg pa 60-70 je širina in je noter sta 2 cisterni 20-litrski in te 2 cisterni ogrevata pa v bistvu ves pod, tist, ki smo gledali, je bila kuhna, pa pol tam od zadaj v prostori, tole pa kopalnica, in en vod gre tam sem v kopalnico, čeprav v kopalnici sem pod zabetoniral, pa dal tudi toplovod, pa gre samo ta peč je noter, v celi hiši. Tam se zakur, tako je bilo, ta investitorka je pol, ki je živela noter ta prvo zimo, se pravi tam 14 pomlad, je recimo, pa je bila hiša še breko vlažna, je tako okrog 10-11 zakurila, da si je skuhala kosilo,
Pol pa zakurila še tam ob 6-7 zvečer, še malo tako za zvečer, pa nič več. In ni bilo treba zjutraj takoj kurt, Je bilo do 10-11 je bila hiša cela v bistvu, ker je cela en ovoj kar topla. Porabila pa mislim, da je ta prvi let porabila 6 metrov drv. Oziroma ne, ni ta drugi let, ko smo 6 metrov drv, ki je bila cela zima. To je v bistvu za celo hišo ni veliko. Je pa resno, vse, kar sem kupil malo tako, teh 30 000 je ne tisto, da ti stene postavil pa rečejo, no, zdaj pa sam naprej opremlje, ampak sem kupil kuhno za tisti denar, sedežno za tisti denar, vhodna vrata za tisti denar, vse, kar je bilo, v bistvu je šlo z tistega denarja, To sem vse sešteval in pa na koncu je bilo 29 831 je bilo šlo. Tako da toliko so bili nek realni stroški, nismo pa upoštevali, kaj s tem, dela sploh. Mislim, kar je vodovodar zaračunal, kar je električar zaračunal, je tle noter. Kar so ljudje, ali pa kar je skopal z bagrem, to smo vse plačali. Nisem pa računal to, kar smo sami naredili. Kar so naredili otroci, kar je naredila investitorka, prijatelji, to smo pa žurali. Pa jaz moram zdaj vračati. Še kaj takega? Če boste kaj rabilnosti. A te kvadrature noter, se rekel, je 36 bivalne, pa posel skupaj zunanje? Ja, 7x8 metrov je hiša velika, 56 je v bistvu. Skoraj pol metra so stene debelo okoli. Se pravi, 7x8 prije noter 7x6, s tem, da je pač tista veža, pa ti stopnišče se od teh prostorov samo odšteva.